Dragi otroci, pred vami je že 6. pravljica. Ta ima naslov Barvice. V neki veliki stari plehnati škatli so živele barvice. Ker so bile pogosto zaprte, saj je po njih le redko kdo segal oziroma jih vzel v roke, so se precej dolgo časile. Pogosto je med njimi prihajalo do prepirov. Ponavadi je prepir začela rumena barvica, ki je bila tako kot mnoge druge barvice v škatli zelo bahava. Jaz, rumena barvica, sem zagotovo najlepša. Le jaz lahko narišem rumeno sonce, brez katerega ni življenja, je nekega dne izustila iz svojih drobnih ustec. To bi morali slišati otroci. Kako so se preostale barvice v škatli zakrohotale in skorajda vse v en glas dejale, da je ona, rumena barvica, čisto navadna važička. Le kako lahko rečeš, da si ti, rumena barvica, najlepša, ko pa le jaz, rdeča barvica, lahko narišem srce, brez katerega ni življenja. Ni potrebno poudarjati, da se je spet vnel prepir, katera je najlepša in najpomembnejša barvica. In spet se je slišalo: jaz, modra barvica, sem najlepša, saj je nebo modro in tudi morje, ki ga je največ na svetu. S tem se ni strinjala zelena barvica, ki je rekla: jaz sem najlepša, zeleni so travniki, ki nahranijo mnogo živali in na katerih rastejo najlepše cvetice. Kmalu zatem je do besede prišla še rjava barva. Seveda sem jaz najlepša, kajti zemlja, iz katere vse zraste, je rjava. Barvice se niso mogle dogovoriti, katera med njimi je najlepša. Prav vse pa so si bile edine, da to zagotovo nista bela barvica in črna barvica. Obe barvici sta sicer želeli povedati, da je črna tudi tema in da brez teme ni življenja in da je bela moka, s katero zamesijo kruh, vendar nista prišli do besede. Barvice, ne da so jo le zbadale, celo čisto v kot škatle so jo postavile. Vsako na en konec, da se ne bi spoprijateljili. V tistem času pa je po deželi pohajal trgovec s šahovskimi figurami, ki je imel težavo, ki jo doslej ni uspel rešiti. Imel je lepe lesene figure in list papirja s 64 narisanimi polji. Obiskal je že mnogo krajev, a nikjer ni našel primerne barve za šahovske figure in za šahovska polja. Kar naenkrat je na mizi v otroški sobi zagledal večjo škatlo z barvicami. Potrkal je na pokrov in rdeča barvica, ki je bila najbližje, je pokukala iz škatle. Kaj želite, dobri gospod? Se je silila delati prijazno. Rad bi našel barvico, ki bi pobarvala moje šahovske figure in šahovska polja, je odgovoril glasno, da so ga slišale vse barvice v škatli. Tudi oni dve v kotu, bela in črna. Bom kar jaz uredila, je rekla rdeča barvica in začela barvati prvo polje. Joj, takoj nehaj barvati, to je rdeča barva, polje pa mora biti belo ali pa črno. Bom pa jaz poskušala, se je javila rumena barvica. Tako kot prej rdeča in kasneje zelena, rjava, modra, tudi ona ni imela, pa ni bila primerna barva za šahovska polja in figure. Nič ne bo, si v brk zamrmral trgovec s šahovskimi figurami, ko je tam v kotu škatle opazil črno barvo. Ta bo kot nalašč, si je rekel in jo poklical. Črna barvica, pridi k meni in pobarvaj moje šahovske figure in črna polja. Črna barvica je slišala, da je nekdo omenja, a ker je že dolgo ni nihče povabil k besedi, je najprej pogledala okrog sebe, če morda trgovec ne kliče katero drugo barvico. A mene kličete? Je negotovo vprašala. Ja, tebe, je dejal. Rad bi, da mi pobarvaš nekaj šahovskih figur v črno in 32 črnih šahovskih polj.
Črna barvica je stopila iz škatle in začuda v nekaj minutah je svojo delo opravila več kot zadovoljivo. Iz vsega srca se ti zahvaljujem, ker si tako lepo opravila svoje delo, ki ga mimogrede ni uspela nobena druga barvica, je še dejal in malce posmehljivo pogledal proti rdeči, zeleni, rumeni, modri in rjavi barvici. Zdaj potrebujem le še barvico, ki mi bo pobarvala še 32 belih šahovskih polj in 16 belih šahovskih figur. Mislim, da sem v drugem kotu škatle opazil pravšnjo, je dejal in poklical k sebi še belo barvico. Kar se da hitro je bela barvica splezala iz škatle. Medtem so jo seveda druge barvice ovirale, a se ni dala. Hotela je pokazati, da je tako kot vse druge barvice tudi sama lahko koristna in pomembna. Nenazadnje so tudi zobje beli, brez njih se pa ne da jesti, si je rekla. Spravila se je k delu in ga kmalu uspešno dokončala. Šahovsko platno je dobilo še čisto pravo črno-belo barvo, šahovske figure pa tudi. Preden se je trgovec poslovil, se vsem barvicam za trud zahvalil, beli in črni pa še posebej. Za spomin in opomin je vsem, ne le beli in črni, podaril šahovsko platno in šahovske figure. Ker so bile spet kdaj barvice nesramne in zbadljive do bele in črne barvice, sta složno obe pokazali na trgovčevo darilo, kar naenkrat so barvice utihnile in se zamislile vsaka v svoje misli. Leta kasneje, ko so vse barvice spoznale, da so vse koristne in potrebne. Svet je namreč barvit in pisan, kot je, upam, tudi vaše življenje, dragi otroci. Pa srečno!